Dober dan, z nami je gospod Peter, ki nam bo predstavil eno posebno vozilo. Gospod Peter, kaj ste nam prišli predstaviti danes? Danes sem pripeljal ležeč tricikel v TED-pol konfiguraciji, da ima spredaj dve kolesi in zadaj eno, z dokaj pokončnim sediščem, da je udoben in primeren za najbolj širšo publiko. Kaj pa so posebnosti tega kolesa? Za mene osebno največja razlika napram klasiki je dejansko razgled, zato ker pri klasiki v bistvu gledaš zmeraj v tla, v tem primeru pa imaš pred sabo celotno obzorje odprto in prednost tega na treh kolesih je to, da ne rabiš loviti ravnotežja, ne? In posebej, če si bolj počasen v klancih, lahko greš z hitrostjo pešca. Brez težav, ne? Ni treba, pri klasiki moraš najmanj 4 km/h peljati, da lahko vzdržuješ ravnotežje, ne? Torej je kolo namenjeno širši publiki? Ja, v osnovi so bila dizajn v osnovi je bil mišljen za širšo publiko, niso bili namenjeni invalidom. To se je začelo šele kasneje. Najprej so tako bili bolj popularni dvocikli. Tricikli so nekje tam od leta 2010 prišli v ospredje in se je tudi začela prilagajanje za invalide pa za ljudi s posebnimi potrebami, recimo za pedala, za držanje podplatov, potem ročice za vstajanje, pa enoročno upravljanje, tako da je možno dejansko za kogarkoli danes. Se da pri nas dobiti mogoče tako kolo? Ja, jaz sem v bistvu edini v Sloveniji, ki jih ponujam, ker imam tudi testna kolesa za poskusiti. To je pač moj hobi, jaz sem čisto slučajno do tega prišel in sem se odločil pač pri nas to ponuditi, ker ni bilo nikjer drugje možnosti niti poskusiti. Žal so cene precej visoke, vsako leto se je precej dvignilo. Jaz sem začel leta 2006, tako da imam že kar nekaj izkušenj, ampak cene so za več kot 100% narasle, tako da danes tricikl v taki obliki, kot je to, pod 3000 € praktično ni možno dobiti. Gospod Peter, a nam lahko kaj poveste o zgodovini tega kolesa? V bistvu zdaj zgodovina recimo triciklov oziroma zgodovina na splošno ležečih koles. Začelo se je praktično z 4 cikli že pred Prvo svetovno vojno. Vmes so bili tudi že prepovedani. Francoz Moše je dejansko nek izumitelj tega. Prepovedani so na tekmah dvocikli, zaradi tega, ker imajo v bistvu manjši zračni upor. To je dejansko prednost ležečih koles, ne? Zato tega, ker ležiš, imaš manjši zračni upor in zato so tudi bila uspešna. Vmes so jih tudi že delali, tudi Renault je delal ležeča kolesa, ampak potem, ko so jih prepovedali UCI, da niso bila več dovoljena na tekmovanjih, se je pa s tem končalo. In potem se je na novo nekje začelo pojavljati tam okrog leta 1995, so take majhna družinska podjetja, entuziasti v bistvu jih začeli izdelovati in začelo se je samo z dvocikli. Tricikli so prišli kasneje. Edini, ki je začel za invalide, je bil Marek Hase, firma iz Nemčije Hase Bikes. On je v bistvu imel prijatelja, ki je bil invalid in ni mogel klasično kolesariti. On je dejansko bil prvi v tej sodobni zgodovini ležečih koles, ko je naredil prilagoditev za invalida. In v bistvu potem so mu vsi drugi sledili. Nekje od leta 2010 naprej se tudi za vse tricikle dobi prilagoditve za invalide, ne. Kakšna pa je razlika med tem kolesom in rehabilitacijskim kolesom? Ja, recimo na Soči niso ravno navdušeni nad ležečimi kolesi. Razlika je prvobitno v višini težišča, se pravi klasični tricikli, ki so predelani iz klasičnih dvokoles, imajo visoko težišče, ker sediš v bistvu na isti višini kot pri klasičnem kolesu. Problem teh koles je stabilnost v zavojih in pa recimo, če želi nekdo s pločnika dol zapeljati ali pa na pločnik, ne. Pri nas v Sloveniji imamo zelo slabe kolesarske steze in se ti steza kar naenkrat konča na pločniku, kako boš zdaj dol prišel, ne. In dejansko so vsi ti izpostavljeni tem prehodom in se temu ne moreš izogniti. In zaradi tega je pomembno, da imaš čim nižje težišče, ker lahko ti v bistvu z nizkim težiščem si veliko bolj stabilen in lahko s pločnika brez problema zapelješ, ne. No, recimo, kaj bi poudaril je,
Na Soči pravijo, da rehabilitacijsko kolo je namenjeno določenim gibom mišičnim, ne? In se s tem strinjam. In dejansko rehabilitacijsko kolo ni isto temu kolesu, ne? Tudi recimo imam stranke z otroci s posebnimi potrebami in dejansko na rehabilitacijskem kolesu ti delaš vaje. Recimo si 1 uro na dan moraš biti na tistem kolesu in delati pač te gibe, ki jih lahko zdravnik definira, ne? Ampak ti za dušo ne boš na kolesu, ki je namenjen vajam, ne? Ampak za dušo boš ti šel kolesariti, brez da boš razmišljal, katero mišico boš kam premaknil, ne? In dejansko kolesarjenje za dušo ni enako kot rehabilitacijsko kolesarjenje, ne? Tako da bi rekel, da se to dvoje komplementira, ne? Izpopolnjuje eno pa drugo kolo, ne? Gospod Peter, ali nam lahko demonstrirate, kako se vsede na tako kolo? Ja, vsedanje je v bistvu zelo enostavno, gre se za razliko tudi tega, ali je nekdo recimo lahko stopi na eno nogo ali ne. Recimo, če imam kapista ali pa kogarkoli, grejo pogosto tako na kolo, ker ne more dvigniti ene noge, ne. Lahko pa greš v bistvu z ene strani, se vsedeš in potem nogo preko dvigneš, ne. Zdaj zdravi običajno prideš do kolesa, stopiš preko pa se vsedeš, ne. Tako da dejansko obstaja možnost, ne glede na to, kakšne težave imaš, tudi se dajo ročice montirati, tako da se lahko nasloniš pa se vstaneš, ne. Pomembno je tudi to, da je sedišče dokaj visoko, da tisti, ki ima problem se vstajati, da nima težav z vstajanjem, ne. Krmili se levo-desno, zavore so večinoma ločene za levo pa desno. Zdaj tisti, ki imajo možnost samo enoročno upravljanje, imajo potem vse na eni ročici. Možno je tudi enonožno ali pa dvonožno poganjanje, seveda opcijsko je tudi ročni pogon, ne.